Gledate oddajo Klepet ob kavi. Zdravo, živo slavo. Prišli so tisti meseci, ko dobivamo kar precej vaše pošte, kjer govorite o tem, kaj narediti, če se pojavi plesen. Kajti v oddaji smo že marsikdaj govorili o tem, kako nevarna pravzaprav ta plesen je. Ne samo, da grdo zgleda, ampak tudi aktivno vpliva na naše zdravje. Potem smo enkrat že govorili o sindromu bolnih stavb in definitivno plesen kaže na to, da je stavba, v kateri živite, ali je to stanovanje, ali je to hiša, dejansko bolna. In smo pripravili dva krasna, zelo naravna nasveta z uporabo eteričnih olj. Torej, pri enem izmed teh receptur boste uporabili eterično olje čajevca, medtem ko boste pri drugi uporabili kaj drugega. Skratka, zmešate 2 čajni žlički eteričnega olja čajevca, potem pa 2 skodelice vode in v razpršilec razpršite po plesnivih površinah. Lahko pa uporabite tudi, kar se plesni tiče in samega blaga, tole recepturo, se pravi limonin sok in pa sol, utrete v to in ponavljate proces, dokler madež torej ne izgine. Ampak dejstvo je, da vse to so neki taki obliži in neki taki ukrepi, ki pa ne odpravijo samega vzroka. In vzrok je dejansko, danes boste slišali sami, v moji družbi je kar tak mojster, doktor prezračevanja v Sloveniji, Milan Kuster iz podjetja Lunos. Lepo pozdravljen, dobrodošel, mojster prezračevanja, doktor prezračevanja. Torej, fajn ti moji nasveti pa recepti, kako to zrihtati z eteričnimi olji, ampak zakaj se v bistvu plesen sploh pojavlja? Kako jo dejansko rešimo z enim korakom pa zavedno, na bolj trajnostni način, kako bi rekla? Torej, plesen so živi organizmi, ki so izredno škodljivi za zdravje. Ob vdihovanju teh mikroorganizmov prihaja v nekem času lahko tudi do trajnih posledic in bolezni pljuč in podobnega. Vse to, kar ste tukaj predstavili, je lepo in prav, ampak dokler ne bo v hiši ustrezno rešeno prezračevanje, tako dolgo ne bo nikakor ne odpravljen problem z odvečno vlago in plesnjo. Se pravi, lahko skačem po celi bajti z eteričnimi olji, kolikor časa hočem, pa nič ne bom rešila vzroka. Natančno tako, ne. Vi lahko odpravljate posledice in problem se bo ponavljal, ne. Če pa hočete odpraviti vzrok, pa morate poskrbeti za ustrezno prezračevanje. Ker če zrak izmenjamo, na sebe absorbira umazane delce, odvečno vlago in vse, kar pač ne želimo vdihovati, to odpeljamo ven iz stanovanja in pripeljamo svež zrak. In to mora teči neprestano kot dihanje pri človeku. Če temu ni tako, so problemi tukaj. Kondenc na okno in vse ostalo. Se pravi, jaz diham, moj partner diha, vsi dihamo, stavba mora tudi dihati. Seveda, če želimo biti zdravi, moramo živeti v zdravem objektu. Kolikrat na dan prezračiti? Ko pridem iz snemanja, zjutraj, kolikrat? 2krat dosti? Kakorkoli si boste zdaj poskušali to razložiti, vgradite prezračevalni sistem Lunos, pa ne boste rabili razmišljati o tem. Nemogoče je namreč, ni življenjsko. Jaz sem discipliniran človek, jaz se znam disciplinirati, pa to kolikrat bi mogla? Ne bo vam uspelo, zaradi tega, ker ste lahko disciplinirani, ampak niste cel dan doma. Ne, to pa res nisem. Po pravilih stroke bi bilo potrebno vsake 3 ure narediti za 5 minut popoln prepih. In to tudi po noči, medtem ko vi spite. Torej, vam ta disciplina bolj malo pomaga, pomaga vam pa lahko prezračevalni sistem, ki dela to namesto vas in dela toliko, kolikor je potrebno, ne preveč, ne premalo, brez toplotnih izgub in brez da bi prihajal umazan zrak v stanovanje, torej prefiltrira še dodatno. Včasih v nekaterih hišah je še vedno tako, da je ogromno prostorov, danes je bolj en prostor za vse skupaj. A potem, se pravi, če grem v prezračevalni sistem, če imam več sob, bo to dražje oziroma bo v vsaki sobi, kakor če je v enem prostoru. Kaj to v bistvu sploh pomeni potem? Veste, sama konfiguracija ali pa tloris stanovanja, hiše je zgodba zase.
Mi v našem podjetju prav za vsak objekt naredimo ustrezno rešitev, torej strokovno podlago, na kakšen način bi bilo potrebno Lunos vgraditi. In zdaj, če so večji prostori, se pač elementi razporedijo po teh večjih prostorih, če so manjše sobe, pač v vsako sobo en element, ne? Ampak definitivno glede na kvadraturo tukaj neke velike razlike v ceni ni. Aha, ok, se pravi, je pa recimo v otroški sobi bi mi bilo zelo pomembno, da je recimo prezračevanje pa v spalnici, ne? To je najbolj pomembno, ne? Veste kaj, posod je pomembno, ne? Ljudje se ne zavedajo, da morajo biti pravilne poti zraka v eni hiši. Ne more zrak iz stranišča prihajati v dnevno sobo pa v kuhinjo. Kar se dogaja, ker ljudje mislijo, da bodo preluftali skozi neko majhno okno, ki ga imajo v stranišču. Če to okno odpreš, si zrak najde pot in iz stranišča gre direktno v kuhinjo. Če pa je napa prižgana, pa še toliko prej. Kar pomeni, da če želimo prave poti zraka ustvariti in vzpostaviti prave pogoje za bivanje, vedno v čiste sobe priteka svež zrak in pri umazanih prostorih, kopalnica, WC, utility, zrak odhaja ven. In to je pravilna pot zraka, za kar lahko tudi sam prezračevalni sistem lahko napravi. To je nemogoče narediti s prezračevanjem skozi okna. Se pravi, če jaz skiciram tloris, kako imam zdaj trenutno postavljeno zadevo, mislim za božička, da mi prinese prezračevalni sistem, lahko dobim neko oceno, koliko bi to prišlo? Seveda, tako kot sem povedal, v našem podjetju za vsako stranko naredimo tloris in natančen predračun, do evra natančno. In potem se pogovorimo, gre se pogledati objekt na lice mesta in se najde ustrezen dogovor in potem se to ugradi v roku enega tedna, najkasneje sistem že funkcionira. Slišala sem tudi to, da je prezračevanje stvar neka zelo, zelo samoumevna, da tudi leta 2021 se bodo določene uredbe že na tem sistemu zelo uredile in da ponekod po Evropi je to že povsem normalno takrat, kadar damo zamenjati okna. In sem našla tudi nekaj fotografij, takih modernih, futurističnih hiš, ki jih imamo pripravljenih prihodnosti. Evo, tukaj lahko vidimo, wow, velika kvadratura sicer, evo, v piramidi živeti bi bilo tudi zanimivo, ne? Ampak vse te hiše, moderne hiše, je gradnja nekih modernih objektov že sama po sebi urejena, kar se tiče prezračevanja? Kar se tiče novogradnji in objektov, ki se gradijo, je prezračevalni sistem nekaj tako nujnega, kot je streha na hiši. Torej, tisti, ki danes ob novogradnji ne razmišljajo o prezračevalnem sistemu, si gradi invaliden objekt. Torej, mi letno saniramo, ne vem, verjetno enih 1000 do 1500 hiš, med temi je vsaj polovica novogradenj, ki so jih ljudje zgradili v dobri veri, da so uporabili najboljše materiale in da bo tam bivanje prijetno. Ampak ravno kvalitetna gradnja je zrakotesna gradnja. Beseda zrakotesnost pomeni, da zrak ne prihaja noter, svež zrak. Vse izolacije so zrakotesne. Ja, zato, da ne zgubljamo, ne, toplote. Popolnoma razumljivo, ampak to je tako, da bi rekel zdaj, a veste, če vas zebe po zimi, dajte si vrečko čez glavo, pa vam bo toplo. Ampak kaj pa osnovna funkcija človeka? Dihanje. Hiša mora dihati. In če imate prezračevalni sistem, naša zadnja generacija Lunosovih prezračevalnih sistemov z rekuperacijo poskrbi, da nobene toplote ne izgubljaš pri prezračevanju. A ne, dejansko ne? Ja, izkoristki so nad 97%, kar pomeni, da vi prezračujete, hkrati pa ne izgubljate temperature. Če pa ne prezračujete, potem pa ste naš pacient, slej ko prej bo telefon zvonil, ker bo plesen, ker bo vlaga, ker bo nemogoče bivanje, vrednost kisika pada v primerjavi z CO2-jem in ljudje se slabo počutijo. Kaj pa recimo, imaš prezračevalni sistem in zunaj je ful veliko vlage. A bo ta vlaga pa tudi noter prišla? Ali pa zunaj bo sosed kuro neke zadeve, zato ker se še ni podučil o tem, da ne sme kuriti teh stvari. In kaj zdaj, to bo zdaj noter prišlo ali kak je zdaj s tem? Ja, zdaj mora več po vrsti. Najprej vprašanje, če je zunaj zelo vlažno in je 100% absolutna vlaga, kaj se zgodi v hiši. To ljudje ful zamenjujejo.
Namreč higrometri, ki jih imajo v stanovanjih, merijo relativno vlago. Relativna vlaga je pa odvisna od temperature. Zdaj pa da poenostavim, če je zunaj 100% absolutna vlaga, ful dežuje in ta zrak pride in je zunaj 10 stopinj in ta zrak pride v hišo na 20 stopinj, je njegova relativna vlažnost idealnih 50%. To je vlažnost, ki je pomembna za naše bivanje. Tako da tega ne smemo zamenjevati. Ne? Ja. Če bi pa imeli prenizko temperaturo, če bi ljudje šparali pa rekli, v tej sobi pa ne bomo nič greli, bo pa tam ta vlažnost relativno bistveno previsoka. Se pravi, odvisno je od temperature. Ne? Krivulja, žal je nimam s sabo, ampak je na internetu dostopna, če koga zanima, si lahko pogleda krivuljo relativne vlažnosti v odvisnosti od temperature. To je odgovor na prvo vprašanje. Drugo vprašanje pa je, če sosed kuri ostanke gum ali pa kakorkoli, ne boste odpirali okn, ker bi dobili noter ves smrad. Če imate pa prezračevalni sistem Lunos, pa bo prihajal noter čist zrak, zaradi tega, ker imamo Faberjeve filtre, ki zadržijo 98% vseh delcev, tudi smrad. Popolnosti, to pa moram povedati iskreno, v popolnosti pa čisto vsega, bom rekel, vonja, pa se ne da vzeti. Ne? Ampak stvar je 10-krat boljša. 10-krat boljša. Ja. Okay. Enkrat, veliko let nazaj, ko sem se začela ozaveščati o vodi in o pomembnosti tega, da imamo dobro filtrirano vodo, sem kupila eno zadevo, pa se je bila kar pocen, ampak pa sem ugotovila, moram vsake 3 tedne menjavati filter. Ti filtri so bili pa dragi kot žafran. A je tukaj tudi taka finta pri tem prezračevalnem sistemu z rekuperacijo, da je pol treba skozi neke filtre menjavati, pa na par tednov jih kupovati? Ja, odgovor je zopet ja in ne. Ne bi želel delati prevelike reklame, ampak Lunos je edini proizvajalec prezračevalnih sistemov, ki ima trajne filtre. Ja, treba jih je menjavati pri drugih proizvajalcih, tako kot pri sesalcih. Ampak Lunosove pa ni treba menjavati, ker so koncipirani za posebno metodologijo, da se na mesec, 2 približno perejo po tekočo vodo. In imamo opozorilnik, torej rdeča lučka posveti, kadar je filter umazan, to je signal, da mi vzamemo filter ven, ga operemo po tekočo vodo in damo nazaj noter. In tak filter vam traja med 5 pa 10 let, dokler praktično fizično ne razpade. Pol pa menjate filter, ki stane, ne vem, 7,50 €. To je vse. Prodano! Prodano! Dobrodošli v veliki družini uporabnikov sistema Lunos. Fantastično, to pa je, mi imamo sicer vsak mesec pametna investicija meseca, sicer danes smo se bolj fokusirali na plesen, ampak to pa je pametna investicija. Ampak vendarle, koliko ozaveščenosti pa je dejansko v tem, da vedno, kadar nekaj saniramo na hiši, zamenjamo tudi prezračevalni sistem. Pogovarjala sem se s stavbnim biologom, v Nemčiji recimo imajo vse te zadeve zelo skupaj, v tem smislu, da se tudi meri, testira, ne samo zrak, ne samo te zadeve, tudi ftalati od novega pohištva, pa potem sevanje od različnih naprav in tako naprej. Skratka, povsem drugačen pristop, kot je v Sloveniji, ki se mi zdi, da je še malo bolj po kavbojsk. Res je, stavbna biologija je v bistvu veda prihodnosti. Na srečo imamo tudi v Sloveniji podjetje, ki se ukvarja z stavbno biologijo. Mi z njimi tesno sodelujemo, kajti skrbimo za to, da izboljšamo kvaliteto bivanja v samem okolju. Ne samo elektrosmoga, ne vem, radiacije take in drugačne, ampak tudi kvaliteta zraka je izredno pomembna. In tako ste rekli, v zahodni Evropi je prezračevalni sistem obvezna oprema vsakega doma. Moram pa povedati, da tudi Slovenci tukaj nismo od muh. Mi imamo zdaj približno 15 000 objektov za sabo v slabih 10 letih, kar pomeni, da se bomo v naslednjih 2 letih približali ali pa že ujeli procentualni trend najbolj razvitih evropskih držav. Je pa res, da je to predvsem zasluga podjetja Lunos, pa ne zato, ker bi bili mi edini, ampak zato, ker neizmerno veliko investiramo v izobraževanje. Izobraževanje in informiranje ljudi, da rešitev za plesen, za vlago, za slab zrak obstoja. In ljudje jo izberejo. Ljudje niso neumni, ljudje vejo, kaj so dobre rešitve in ljudje jo izberejo in tudi priporočijo naprej.
Ok, razumem. Kaj bi bil zdaj tukaj prvi korak? Prvi korak je, da pokličete na Lunos ali pa pošljete tloris svojega stanovanja, potem vam naši prodajni inženirji naredijo ustrezno rešitev, opravijo ogled vašega stanovanja. To se še nič ne plača? Nič, to naredimo vse brezplačno. Tega delamo mi mesečno med 500 pa 800 takšnih popraševanj imamo na mesec. Tako. In potem, če se odločite za nakup v roku enega tedna, garantiramo po celi Sloveniji montažo. V roku enega tedna? Tako, tudi tukaj želimo biti daleč najboljši. Nas ne zanimajo, bom rekel, montaže čez mesec dni. Mi imamo 17 popolnoma opremljenih monterskih ekip, ki vsak dan po različnih koncih Slovenije opravljajo montaže. Tudi v soboto včasih. In seveda tudi jačamo, računamo, drugo leto bomo imeli čez 20 monterskih ekip, ker Slovenci vedno bolj se zavedajo pomembnosti prezračevanja in se to tudi pozna pri naročilih. Jaz sem na mizarja čakala 3 mesece pa pol, da mi je naredil. To, da nam gre dobro in da enormno rastemo, ne pomeni, da lahko pade kvaliteta storitve, niti da pade kvaliteta montaže, niti da pade kvaliteta elementa. Je pa Lunos, to je vaše podjetje, slovensko podjetje? Lunos je 100% slovensko podjetje v privatni lasti, naši seveda družinsko podjetje in začeli smo iz nič. Vi ste bil prej v gradbeništvu, ne? Ja, jaz sem univerzitetni diplomirani inženir gradbeništva in sem pač opravljal različne funkcije tudi v gradbeništvu. Predvsem pa me je Lunos navdušil pred 10 leti približno, ko je hčera imela probleme z dihanjem, smo iskali rešitve. Kupili smo Lunos na enem sejmu v tujini, ga vgradili in potem je rekla žena moja, veš kaj, to pa je prva stvar, ki si jo privlekel v bajto, pa res funkcionira. Torej, hčera, stanje se je bistveno popravilo in takrat sem jaz rekel, ta stvar pa je prava stvar in tako se je začelo. Katera hčerka, ker to so vaši hčeri gor, katera, ta leva ali ta desna? Ta leva je imela težave z dihanjem, pa jih nima več. Lepo, lepi hčerki, super. To mi je všeč, zmeraj, ko prideš do takih krasnih, fantastičnih stvari, dejansko čisti svoje lastne, osebne, življenjske zgodbe in tukaj se potem zmeri tiste ta prave stvari, ker je tudi ta prava motivacija odzadaj, ne? Ja, jaz moram povedati, če mi date to priložnost, da sem verjetno eden najsrečnejših ljudi na svetu, ker lahko delam nekaj, s čimer mi ljudem pomagamo. Izboljšamo kvaliteto življenja. Mi imamo ogromno feedbacka, ogromno zadovoljnih ljudi pošilja nam pozitivno energijo, ker smo rešili problem, ki ga ni znal rešiti nihče drug. In če ob tem še v redu zaslužiš in lahko kvalitetno živiš, si pa res vse naredil, kar se personalnega področja tiče. Odlično. Sem vesela in sem hvaležna, čeprav to ni v slovenski kulturi, je bolj zavist, ampak okej. Evo, slišali ste in vnesite prezračevalni sistem, ko boste te dni pisali Božičku. Očitno bo res fajn.